Ta ženska je odpotovala v Afganistan in tisto, kar je tam našla, je bilo še hujše, kot smo si sploh lahko predstavljali. Razmere tam so resnično obupne. In ko poskuša oditi, postane vse skupaj še bolj zapleteno, vključno s tem, da jo talibani poskušajo kontaktirati, ko ji končno uspe pobegniti. Pripravite se, fantje, ta zgodba je resnično srce parajoča. Veliko je video posnetkov o potovanjih vplivnežev, še posebej moških. Gredo v Afganistan in sedijo s talibani, ter prikazujejo, da vam je zahodni mediji ladali. Takšni so v resnici talibani. Niso tako slabi. Potovala sem v Afganistan. Sem nekdo, ki zna kritično razmišljati. Sem tudi ženska. In takšna je bila v resnici izkušnja. Ko sem prvič prispela v Afganistan, sem se zbudila v Kabulu in šla ven. Sem se malo razgledala naokoli in sem pomislila. In ta misel je bila, to je najslabši možni scenarij. Ni dobro, da ti kaj takega pride na misel. To zagotovo ni dobro, da ti kaj takega pride na misel. In sram naj bo vsakega moškega, ki potuje v Afganistan in prikazuje talibane kot nekaj običajnega. Vsi poznamo resnico. Pogovarjala sem se z domačini in preverjala pri njih. In vprašala bi jih, ali je res, da ženske, dekleta tukaj, ne smejo v šolo po 6. razredu? In rekli bi, ja, to je res. Ženske tukaj res ne morejo delati, razen mogoče nekaj izjem. Ja, to je res. In potem greš ven in vidiš, koliko žensk je na ulicah in prosjači, ter koliko otrok je na ulicah in prosjači. Mislim, če ženski ne dovoliš delati in moški dejansko niso zainteresirani, da bi jo zaščitili ali zaščitili otroke, kaj bodo potem naredili? Na koncu bodo prosjačili in kdo jim bo dal kaj? Ti isti moški, ki so jim vzeli pravice in jih sploh ne briga zanje. Mimogrede, to je od Emily's Famous, ki je naredila to izjemno pogumno serijo o potovanju v Afganistan. To je noro. Ampak kot sem vam povedala, so jo talibani kontaktirali tudi po njenem potovanju. Počakajte na to. Sooči se s toliko težavami, ki imajo rešitve, ampak ker državo vodijo talibani, ne bodo rešene. Ko potuješ po Afganistanu, se moraš ustaviti in pridobiti dovoljenja za različne province in mesta, kamor greš. Dejansko potrebuješ dovoljenje za vsak najmanjši kraj, kamor greš. Mimogrede, ste opazili njeno ogrlico? Sprašujem se, kaj pomeni ta simbol. Če kdo ve, naj nam sporoči v komentarjih. Za vsako mesto moraš dobiti dovoljenje, kaj ne? Kar pomeni, da sprejmejo vsak tvoj korak. Če pomisliš, kako strašljivo mora biti kot ženska, ki ve dovolj o talibanih, da bi želela raziskovati v Afganistanu. Noro. Ko to narediš in daš podatke v potnem listu, svojo telefonsko številko, e-pošto in tako naprej. Takoj, ko sem zapustila Afganistan, sem začela prejemati ogromno sporočil od talibanov. In mislim, da to samo dokazuje, kako popolnoma nekoristni so in kako brez načel so. Mislim, ti isti talibani, ki prepovedujejo ženskam stvari, ker naj bi bilo to tako neprimerno, ji pošiljajo srčke, ljubezenska sporočila in podobno, ko odide, kaj ne? To nima popolnoma nič opraviti z vero ali svetostjo. Tu gre za popolnoma ogaven prevzem Afganistana s šeriatskim pravom, ki je spet zgolj politično gibanje, ki skuša uveljaviti moške in njihove agende. Da lahko potem delajo, kar hočejo. In nihče jih v resnici ne ustavi pri tem, ali jih zato ne kliče na odgovornost. Zato utišajo ženske pod pretvezo, da so tako pobožni in pravični. V resnici jim ni mar za pobožnost. Gre jim za nadzor, pa naj bo to nadzor nad ženskami ali nad drugimi etničnimi skupinami. Afganistan je bil čustveno eden najtežjih krajev za potovanje. Toliko sem jokala. Res sem hvaležna, da dobro razumem islam, ker če bi šla v Afganistan brez razumevanja, kaj v resnici pomeni biti muslimanka, bi verjetno postala zelo islamofobična. Talibani se aktivno trudijo izbrisati ženske iz normalnega družbenega življenja. Naj vas spomnim, da nimam pojma, kdo je ta vplivnica in ne vem, zakaj mi govori pozitivno o islamu. V trenutku, ko vidiš, kaj so talibani in razumeš, da je to ideal za to gibanje. Ne vem, kako ne bi postal fobičen, kot temu pravi ona, za kar pa že veš, da mislim, da je popolnoma lažna pretveza. In izraz. Nič ni fobičnega. To ni iracionalen strah pred religijo. Gre za politično gibanje, ki verjame, kot pravi ona, v prevzem oblasti in zagotavljanje, da nadzorujejo vse in vsakogar na kakršenkoli način želijo. Ampak to je postranska točka. Torej je manj neumna, ampak je vseeno pogumna, da je šla. In vsaj govori o tem, kar se dejansko dogaja. In tako so tudi ženske na ulici govorile z menoj, zelo tihimi glasovi. Ko sem šla v domove in dejansko govorila z ženskami, so mi povedale, kako je bila ena ženska, naprimer, že na 2. stopnji študija. Bila je izjemna računovodkinja. Potem se je zgodil prevzem oblasti strani talibov in ne more več hoditi v šolo. Ne more več zares delati. Ostaja doma in nima življenja.
Kaj za vrada? Vsi moški, ki gredo v Afganistan in ustvarjajo nekakšno propagandno vsebino, kot da je zahodni mediji samo lažnivi. Vsi lažejo, jebite se. Tisti talib z naglasom iz Bay Area sploh ni talib. Je pripadnik diaspore, ki je videl poslovno priložnost, ko so talibani padli. In zdaj obogati. Navaden talib, navadna izmišljutina. Ko ima možnost, da kadarkoli odide, naj se jebe. Res dober dokumentarec, ki bi ga priporočila vsem. Traja le približno 15 minut. Je Nations That Fail, Women Fail. Vidim veliko ljudi. V redu, poglejmo to. Naslednji video, to bomo gledali. Mimogrede, v tem videu naredi še več. Poglejmo. In popolnoma ima prav. Moški, ki se pretvarjajo, so popolnoma odvratni in gnusni. Te ženske so živele v Afganistanu, ki ga ne bi ravno imenovala popolnoma moderniziranega. Ampak potem je prišel drugi prevzem Talibana. Ali morda že tretji, niti ne vem več. In v trenutku jim je bilo vse odvzeto. In če ti to ni jasno, da to čaka ljudi, če šeriatsko pravo dejansko prevzame oblast, potem se moraš res zbuditi. Še pomembneje, punca, moraš se zbuditi in dojeti, kaj se dogaja. Mislim, da je ena največjih stvari to, da veš, da vlada to popolnoma mogoča. Raje imajo tako stopnjo revščine in bede, kot pa izobražene ženske. Ja, In vsako leto se zdi, da so ta mnenja vedno bolj zakoreninjena, kaj ne? Mislim, da je ena največjih stvari to, da veš, da je vlada. mislim, gledaš mesto in je ugapno. Tako. Je odvratno in izgleda bedno ter grozno. Imam zelo drago prijateljico iz Afganistana, ki se je pred kratkim vrnila na obisk. Vprašala sem jo, kako je bilo, in rekla je, da mesto joka. Čutiš, da je žalostno. Mislim, da ta prizor popolnoma ujame, kaj je mislila. In ne bom lagala, strinjam se z njo. Kaj, prosim? Kaj? Kakšna popolnoma grozljiva izkušnja, skozi katero moraš iti in videti, kaj se v resnici dogaja. Mimogrede, ko so poskušali zapustiti Afganistan, poglejte, kaj se je zgodilo. Vstopite v Uzbekistan brez vizuma. In to pomeni, da danes, ko zapuščamo Afganistan, ne bom imel nobenih težav. Američani pa ne vedo, kako zaprositi za vizume. In Emily tukaj ni mogla izpolniti obrazca. Torej zdaj se ukvarjamo z nezakonito imigracijo. Mislimo, da bo vse v redu. In če ne bo, potem talibanski zapor. Ali uzbeški zapor. Torej, za izhod iz Afganistana potrebuješ vizo, kot da že ne vemo dovolj o tem, kako problematičen je ta kraj. Ampak ne pustijo te oditi, razen če nimaš dovoljenja in odobritve za izhod. Ljudje, šeriatsko pravo, šeriatsko preklemansko pravo. Mislim, da bi bil uzbeški zapor boljša izbira. Jedla bom plov na betonskih tleh. Zaporniški plov. Zaporniška prizma. Bog ne daj, da bi kdo na meji pogledal mojo kamero. V redu, operacija nezakonita imigracija se začne. Imamo taksi. Od meje smo oddaljeni 1:40 minut. Najprej bomo pravili afganistansko stran, kar ne bi smelo biti problem. Glavna skrb je, da nimamo preveč dolarjev. Potem bomo šli nazad. Pa še nove uzbeške prijatelje in morda videli notranjost njihovega pridržnega centra. Komaj čakam. Juhu! Vrhunec filma. Mislim, spet so se smejali, ampak iskreno, res si ne želiš, da te aretirajo talibani. V daljavi zdaj lahko vidimo Uzbekistan. In samo pogled na tiste visoke stanovanjske bloke v daljavi je malo neresničen po zadnjih 3 tednih. Recimo, ne ravno krajih z visokimi bloki. Obljubljena dežela ni več daleč. Škoda bi bilo, če ne bi imel vize. Eden od talibanov, ki smo jih pravkar srečali, je vprašal, ali v Angliji govorimo angleško. Torej, to je dobro. To gre odlično. To je pravilno. Ja, mislim, da če govorimo angleško dovolj glasno, se bo verjetno nekaj zgodilo. To je moj običajni glas. Ja, to je. Moj normalen govor. Glas. Sprašujejo te, koliko dolarjev imaš? 300, 300, 400, 300, 300. Prav, no, če boš to naredil, boš imel. 3 morajo imeti 200, vsi 4, vsi imajo 100, tisti, ki je tako dobil. Jaz sem moški. Tako? V redu, hvala. V redu, torej vsi imajo svoje aplikacije za dostop. Tehnično smo zapustili Afganistan. Smo ob stari sovjetski prijateljski meji. No, pa smo tam. To je vrsta vloga, ki ga bom delala. Malo dolgočasno. Ampak to je bistvo. Bistvo je, da ni preprosto oditi. Potrebujete dovoljenja in morate razumeti, da so te države, ki živijo pod tem v groznih razmerah.
Pošiljam veliko ljubezni in misli tistim ženskam, ki so bile nekoč svobodne in zdaj niso več, ter upam, da to ne bo zgodba o prihodnosti družbe. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve. Živjo, jaz sem Meira K., voditeljica oddaje The Pushback in zelo sem hvaležna, da ste tukaj. Kot vsi veste, imamo poslanstvo ustvariti odpor. Gibanje na spletu, ki spreminja ton medijev, ki jih trenutno spremljamo in brani Zahod pred stvarmi, pred katerimi ga je treba braniti. In to poskušamo narediti neodvisno. Če želite oglaševati pri nas, napišite na info@meirak.com. Še pomembneje pa je, da kmalu prihaja zelo razburljiva novica. Toliko vas je vprašalo, kako se lahko bolj vključite v The Pushback in pripravljamo nekaj odličnega. Zato bodite pozorni na to. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročanje, všečkati video, komentirati, sodelovati in preveriti načine, kako nas lahko podprete. In seveda, da še naprej spremljate, ker je to, kar tukaj počnemo, prava revolucija. In res smo vam hvaležni, da ste del tega.